Letošnja tema Svetovnega dneva voda je voda za naravo oziroma narava za vodo. Tema je usmerjena predvsem v prepoznavanje naravnih rešitev ohranjanja kakovosti in količine vode, ter kako je te rešitve mogoče upoštevati pri politiki oziroma praksi upravljanja z vodami. V tem letu se Mariborski vodovod prijavil na centralna evropska sredstva, s katerimi bi razvili projekt, kako uporabiti predelano in očiščeno odpadno vodo. Tega je skoraj 7 milijonov kubičnih metrov, to je veliko vode, ki jo zdaj spuščamo v reko Dravo. Ideja tega projekta pa je, da bi vodo zapeljali nazaj v mesto in uporabili za industrijsko vodo, za zasneževanje na Pohorju in za polnjenje podtalnice. Kljub vsej moderni tehnologiji in čistilnih napravah, danes še vedno kar 2 milijardi ljudi nima redne oskrbe s pitno vodo. Seveda ključno je pa to, da v tretjem svetu premalo ali pa nič dajejo, na sistem čiščenja, odpadnih voda, seveda, da bi zaščitili potem tudi podtalnico in druge vire. Potrebno je povedati, da seveda na svetu je dejansko okrog 8% vodnih virov, ki so sladki. Gre za to, seveda, da za pitje je namenjeno zgolj 2% vse vode na svetu. Dejstvo pa je, da človeštvo za rabo vode potrebuje kar 8% vse svetovno proizvedene energije. Vso energijo, ki jo človeštvo na Zemlji v enem letu pridela, je namenjeno za oskrbo s pitno vodo. Za količino, predvsem pa kvaliteto pitne vode smo odgovorni tudi meščani. Lahko pa seveda rečem, da se odnos v zadnjih 10 letih Mariborčanov bistveno spremenil. Vse posod, kjer ugotavljamo, da so v preteklosti bili potencialni onesnaževalci vodnih virov, tega zdaj več ni. Tako je čista pitna voda v Mariboru posledica ozaveščenosti občanov in učinkovite čistilne naprave. Jaz lahko tudi neskromno zagotovim, da je CČN Maribor najbolj napredna in najbolj učinkovita in najbolj uspešna CČN. Med prvimi, to se pravi že od leta 2004, smo imeli terciarno čiščenje odpadne vode, k čemu se je Ljubljana komaj letos zavezala. Mariborska pitna voda je pod stalnim strokovnim nadzorom. Praktično se voda kontrolira vsak delovni dan. Lahko ugotovimo z veseljem, da je visoko kakovostna, se pravi, da ima zelo malo neskladnosti, kemijske neskladnosti v lanskem letu nismo ugotovili. Nekaj malega je bilo neskladnih glede mikrobioloških parametrov, ampak so bili bolj kot pokazatelji nekih sprememb, ni pa to pomenilo nobene nevarnosti za zdravje ljudi. Po besedah direktorja vodovoda imamo v Mariboru za naslednja desetletja zagotovljeno pitno vodo, kar pa se lahko hitro spremeni, če človek pri svojem udejstvovanju ne bo upošteval naravnih zakonitosti in se bo oddaljeval od narave. Ko govorimo o usodnem onesnaženju narave, se moramo zavedati, da je človek sam najprej in najbolj ogrožen, ne le v svoji kulturni rasti, ampak tudi v svoji eksistenci.